No, prejeli smo pa pismo v društvo, pisal nam je naš član iz Društva za srečno življenje Belis, opozorilno pismo in pravi, da je načeloma prenehal pošiljati informacije, da več kot jasno vidi, da se ljudem resnično fučka za lastno svobodo, tudi za njihove otroke in za bodoče vnuke, vendar bomo to pismo danes njegovo tukaj prebrali. V pismu je spletel tudi 2 kratka videoposnetka kot corpus delicti, kar v latinščini pomeni dokazni material o tem, o čemer govori, kar opažajo tudi drugod po svetu, ne samo pri nas, ampak je povzel kar zraven tole mednarodna dogajanja. Jaz sem ta en film prevedel, en je pa v hrvaščini in upam, da vam ne bo prevelikih problemov delal z razumevanjem, tako da sem ga pustil v hrvaškem jeziku. In to bi bilo zdaj za enkrat to. Zdaj bi pa seveda najprej vam zavrtel prvi filmček, potem vam bom zavrtel še drugi filmček, potem bom pa pismo prebral, tako da bomo videli, kaj nam naš član pravzaprav v tem pismu sporoča. Ok. Poštovani prijatelji, još jednom dobro večer svima i naravno veliki pozdrav. U ovom možda malo kraćem videu ću pokušati da dam jedno upozorenje, a i da objasnim svima koji nisu, odnosno su slabije upućeni u ove stvari, kakav je to, kao što kaže naslov videa, krvavi plan Svjetske zdravstvene organizacije. Ovo što mi sad, da kažem, uživamo, što smo slobodni, možemo da radimo, da putujemo, da idemo na more, da se provodimo, imamo slobodu govora, to je sve, kao što rekoh i prije, to je jedna pauza dok oni resetuju, da tako kažem, svoje redove i dok jedan veliki plan ne izguraju. Vi znate koji je to plan, to je plan da Svjetska zdravstvena organizacija preuzme totalnu kontrolu nad svim zdravstvenim sistemima, odnosno svih država svijeta i tako da obaveže vlade da potpišu sporazum koji će da dozvoli to SZO-u. Sada ostaje jedno pitanje, naravno, koliko će naše vlade da pristanu na to. Svi se vi pitate da li je to moguće, naravno da je moguće i potpisivanjem tog sporazuma moći ćete kratko, jasno i najslikovitije da vidite šta nam naše vlade žele i šta nam zajedno sa SZO-om pripremaju. To će značiti samo jedno, da su naše vlade postavljene od strane globalista, a i ako nisu postavljene, ako i budu slušali, to će značiti isto drugu stvar, da su s nečim uslovljene. Da li ostankom na vlasti, da li ono što smo govorili prije, kako vladari svijeta ucenjuju vlade i državnike na mafijaški način, to smo prije obrađivali u onom videu kada smo obrađivali vladare svijeta, ko su. Tako da, ovo znači sad što se priprema jeste da SZO preuzme sve te ovlasti. Zašto je važno da se to objasni? Zato što ovaj udar, kao što oni kažu, bit će mnogo puta smrtonosniji i mnogo puta obimniji nego što je bio K-19. Za cilj ima, naravno, veći broj žrtava i drugi cilj jeste omalovažavanje, odnosno stvaranje jako loše slike naših vlada u odnosu na nas. Znači, cilj SZO-a će biti da ne podoštava rad naših vlada i vrijednost naših vlada. Ja mogu odmah da ih sad kažem da ne vrijede ništa i da nam žele samo zlo i da nam žele smrt, meni, vama, vašoj djeci, mojoj djeci. To su već dokazali u K-19, tako da neće biti ništa novo ako nas prodaju sad i ovaj put. Međutim, pošto će umiranje, kao što oni kažu, biti mnogo obimnije i mnogo veće, naše vlade neće znati kako da spriječi umiranje, jer tobože stigao je ili stiže taj neki novi virus koji će biti toliko smrtonosan da naše vlade, naši medicinski sistemi neće znati kako da se odbrane od toga. Stvar je naravno prosta kao pasulj, ljudi su pelcovani, primili su nanotehnologiju u sebe. Mi polako, putem chemtrailsa, putem silnih ovih kiša, to nekim dijelom odišemo, unosimo u sebe, mada to nije ni približno onoj količini i onom kvantitetu
koji se postiže pelcovanjem, tako da i mi isto možemo očekivati neke simptome, ali ne kao naravno pelcovani ljudi. I znači to što je bitno je da taj plan SZO će nastojati da iskoristi, znači da omalovaži naše vlade, da ih proglasi nesposobnima i da na neki način preuzme dalju kontrolu, čak i poslije te ili epidemije koja naiđe, da SZO zadrži kontrolu nad medicinskim sistemima naših zemalja. Zašto je to bitno? Bitno je zato što je SZO jedna udarna pesnica Ujedinjenih nacija, globalista naravno, i to je jedan vid samo uspostavljanja vlasti u jednoj od država. Da bi ta vlast ostala, morat će mjere biti sve rigoroznije. Plan SZO nije ništa drugo, znači, nego što vidite na ovoj slici, da se uvedu potpuno isti za sve, za cijel svijet, digitalni sertifikati, da to ne bude kao što su bili oni za K19, jer ove globalne, nazovimo ih, pandemijske, epidemijske sertifikate neće izdavati jedna zemlja, svaka za sebe, nego će biti izdavano iz centralnog kompjutera Svjetske zdravstvene organizacije. Tako da, to je još jedan, da kažem, vid rigorozniji, jer oni znaju, oni nisu mutavi, da je, ako je recimo od 100% pelcovanih ljudi, oni znaju da je 40% lažiralo svoje pelcovanje. Tako su, na osnovu toga su i dobili digitalni sertifikat i onaj na papiru sertifikat, tako da oni to jako dobro znaju. I tako da kada bude uveden taj globalni digitalni vakcinalni sertifikat, neće biti mjesta za takve mučke. Ne znam, ja se opet nadam da postojaće možda neki procenat, da bi možda moglo nešto da se smuva, narodski rečeno, ali ako sve ide iz jednog centra, bit će vjerovatno teže nego prošli put. Znači, to je što se tiče SZO-a. Ostala je još jedna tema i ja sam to prije 5-6 mjeseci napomenuo u jednom videu, ostao sam dužan da vam to dokažem i da vam nekako razjasnim, međutim, čeprkajući po internetu, tražeći, nisam mogao da nađem ništa podrobnije, ali ono što ja nagovijestim, to za neko vrijeme dođe kao dokaz. Na ovoj slici vidite, odnosno na ove dvije slike vidite, na našem portalu i na engleskom portalu, vidite da Kina ima gotovo spremnu armiju genetski izmijenjenih vojnika. To genetski izmijenjenih vojnika, ne znam kako da vam objasnim šta je to urađeno i u kojem dobu života, međutim, ono što je sigurno jeste da će biti fizički jači, da će biti otporniji na bol, vjerovatno, i da će moći da izdrže surovije i, da kažem, uslove, one koje mi, normalni svijet, ne bi mogli da izdržimo, recimo, dugo. Glad, žeđ, krvarenje i tako neke stvari. Znači, to je ta armija koju trenutno sad na svjetlo dana su iznijeli Kinezi, a ja sam to napomenuo da se to zove svjetska armija i da je to jedna tajna operacija koja je toliko tajna, znači da malo je nešto procurilo i jako je dokazivo to, jer globalna elita koja želi da zavlada svijetom ima par svojih tačaka prema kojima nastoji da zavlada svijetom. To vi znate, to je jedna svjetska vlada, jedna svjetska digitalna valuta, jedan centar moći svjetske i naravno jedna svjetska vojska. Naravno ta jedna svjetska vojska podrazumijeva se i jedna svjetska policija. Sad ovo, jedna svjetska vojska, to je, ne mogu da dokažem, znači, ali po svemu ovome što se zbiva i kako oni to namjeravaju da implementiraju, znači jedna svjetska vojska je polako u pripremi. To su tajne baze sigurno koje su pod zemljom. Evo, Kina je izišla prva na vidjelo sa tim i ono što je interesantno, upravo vezano i za ovaj video i za ovu temu, jeste ta jedna svjetska vojska, jer ima jedan problem
ja koliko god se trudio, a možda i vi, ne mogu da prokljuvim kako Svjetska zdravstvena organizacija misli da nametne neke rigorozne mjere u sve zemlje. Jer postavlja se pitanje, jednom smo prošli kroz to, kroz K19, tad nas je naša policija maltretirala. Znači u vrijeme karantina, ako iziđete, u vrijeme policijskog časa, naša policija, znači naši drugovi s kojima sjedimo, pijemo kafu, pričamo, zezamo se, naša djeca idu zajedno u školu, oni su nas hapsili, oni nam nisu dali da iziđemo iz stanova i iz kuća. Sad ostaje to pitanje da lebdi kako to misle sad opet da izvedu. Pitanje daje samo dva odgovora, a to je da opet naša policija nas maltretira. Ja evo pokušavam kao normalan čovjek da razmislim, da zamislim kako bi to izgledalo, vjerovatno i vi. I nekako se nadam da do toga ne bi došla. Da eto ta policija i koja je nekim dijelom i pelcovana, nekim dijelom većinom, da li će se oni usuditi da nas maltretiraju u ime neke svjetske zdravstvene organizacije. A ako se to ne desi, onda jedina stvar druga koja ostaje kao rješenje jeste da Svjetska zdravstvena organizacija vjerovatno pod kapom Ujedinjenih nacija pošalje neke svoje, to će oni da nazovu vjerovatno medicinske trupe i trupe za suzbijanje ili epidemija. To isto govorio, možete da nađete na YouTube i pokvareni Bill Gates, da treba da se osnuju odredi za hitno reagovanje u slučaju izbijanja ili epidemija u svakom dijelu svijeta. Tako da ostaju ta dva pitanja da vidimo, a evo ja sam nastojao u ovom kratkom videu samo da vas navedem na razmišljanje, da podijelite ovo sa svojim prijateljima i sa svojom rodbinom, znači da znate šta nam se sprema. Sprema nam se 10 puta gori scenario od ovoga K19 što smo imali, bit će smrtonosniji i imat će znači za cilj nametanje volje svjetske vlade putem Svjetske zdravstvene organizacije. Naše vlasti se tu neće ništa pitati i učinit će sve da mi još više zamrzimo našu vlast, jer eto, sa tolikim brojem bolesnih i umrli, naša vlast neće znati kako da iziđe na kraj i kako da to spriječi. Poštovani prijatelji, za ovaj brzinski video toliko. Što se mene tiče, a i vas, nadam se da se borba nastavlja. Hvala puno i prijatno. Willkommen zu einer weiteren Sendung von Norman Investigativ. Heute mal wieder aus China mit dem Thema China nach der Pandemie. Wo sind all die Chinesen hin? Denn die Stadt wirkt wie ausgestorben und dieser Situation gehen wir heute mal nach. Im Mai 2023 hat sich China nach der Pandemie wieder geöffnet und so machte ich mich auf den Weg dorthin, um zu schauen, ob sich irgendwas verändert hat. Und es hat sich was verändert. China ist nach der Pandemie deutlich leerer geworden. Die Straßen sind wie ausgestorben. Man hat das Gefühl, dass ca. 70% der Bürger verschwunden sind. Also hier tobte noch vor einigen Jahren das Leben und jetzt gähnende Leere nach der Pandemie. Gähnende Leere auch an dieser Kreuzung und das in einem der größten Städte der Welt und in einem Land, wo über 1,4 Milliarden Menschen leben. Doch wo sind die ganzen Chinesen, die noch vor einigen Jahren diese Straßen hier bevölkerten?
Trauen sie sich etwa nicht mehr vor die Tür oder ist in China während der Pandemie mehr passiert, als die offiziellen Stellen zugeben? Auch hier an einer anderen Stelle das gleiche Bild. Auf diesen Straßen sind weniger Autos und Menschen unterwegs wie in den Kleinstädten Deutschlands. Dabei sollen hier in Peking über 21,4 Millionen Bürger leben. Wo sind diese 21,4 Millionen Bürger? Eine Bevölkerungszahl, die übrigens größer ist als die Einwohner der meisten europäischen Länder. Veranschaulichen wir das kurz an dieser Grafik. Man stelle sich vor, die komplette Bevölkerung einer der rot markierten Länder rechts würde man in einer Stadt wie Peking unterbringen. Das ist die Situation hier, doch auf den Straßen von Peking sieht man davon nichts. Wir sehen zwar ein paar Fußgänger hier und eine Gruppe Radfahrer dort, aber so und schlimmer sieht es bei uns auch aus. Doch hatten wir in China nicht eine Überbevölkerung? Wo also sind die Milliarden Chinesen? China hat sich offenbar gesund geschrumpft und mittlerweile findet man hier weniger Menschen als in einer westlichen Großstadt. Dabei sah das hier vor einigen Jahren noch ganz anders aus. Man fühlte sich wie auf dem Oktoberfest, so viele Menschen waren hier. Doch davon ist heute weit und breit nichts mehr zu sehen, zumindest nicht in der Innenstadt. Deswegen fahren wir jetzt raus aus Peking, um zu schauen, ob wir nicht zumindest außerhalb oder in seinen Randgebieten auf mehr Menschen stoßen. Denn so verlassen wir die Straßen hier am Tage wirken, so sehen die Straßen bei uns eigentlich nur in der Nacht aus. Und schon passieren wir ein Randgebiet, doch auch hier keine Spur von den 1,4 Milliarden Chinesen. In Hamburg ist auf den Straßen deutlich mehr los. Und je weiter wir rausfahren, umso leerer werden die Straßen. Ich habe mittlerweile Zweifel, ob in diesen Wohngebäuden, die vielerorts höher sind als die Skyline von Frankfurt, überhaupt noch Menschen leben. Die Frage ist nun, was ist los in China? Wo sind die 1,4 Milliarden Chinesen hin? Auf der Suche nach 1,4 Milliarden Chinesen begeben wir uns jetzt mal in einen dieser Glaspaläste. Vielleicht verstecken sich die Einheimischen ja dort. Ich befinde mich jetzt in einem dieser Gebäude und auch hier sind kaum Menschen anzutreffen. Die Läden haben zwar auf, aber dort ist kein einziger Kunde zu sehen. Und wie ihr hinter mir seht, überwacht ein Roboter diese Anlage. Man fühlt sich wie in einem Sci-Fi-Film, wie der letzte Mensch auf Erden. Da im Erdgeschoss kaum Menschen anzutreffen waren, schauen wir mal, was uns in diesem Hightech-Endzeit-Wolkenkratzer eine Etage höher erwartet. Doch auch hier wieder alles blitzblank sauber und herausgeputzt. Die Klimaanlage läuft, die Rolltreppen laufen, die Ambientenbeleuchtung ist an. Wobei ich gar nicht an die horrenden Betriebskosten denken mag, doch wofür das alles, wenn hier keine Menschenseele ist? Ich fühle mich wie in einer virtuellen Realität eines Computerspiels irrend durch die leeren Gänge. Gänge und Räume, die unwirklich erscheinen. Genauso wird sich wohl ein Paralleluniversum anfühlen, in dem alle Menschen urplötzlich verschwinden und man ganz alleine dasteht, zusammen mit diesem komischen Roboter dort, der mich irgendwie an den Film Logan's Run erinnert und der nur scheinbar auf freundlich tut. Eine
gespenstige Situation, die mir wohl auch einen Einblick in die nahe Zukunft Deutschlands verschafft. Man achte auf diese dröhnende Stille in diesem Gebäude und mitten darin ein stilles, offenes Café mit einer einzigen Person, bei der ich mir mittlerweile nicht mehr sicher bin, ob die echt ist. Und auf der gegenüberliegenden Seite noch so ein Geistercafé, wo die Milliarden Chinesen sicher ein- und ausgehen, nur dass ich sie nicht sehe. Und damit habe ich genug gesehen, raus aus diesem Gebäude und rein in das nächste. In einem anderen Gebäude begegne ich wieder einem Roboter. Doch diesen Kerl hier kennen wir bereits aus einem meiner älteren Videos über die Zukunft. Hier sind sie bereits Gegenwart und Realität. Diese kleine Helferlein mit künstlicher Intelligenz seien, so sagte man mir, bereits mit ChatGPT vernetzt und würde mir jede Frage beantworten. Nun gut, ChatGPT beantwortet ja nicht nur Fragen, es lernt auch von seinen vernetzten Objekten und observiert mit seinem allsehenden Auge die Umgebung, was dieses System für mich in die Nähe von Skynet und HAL 9000 drückt. Und so hoffen wir mal auf kein böses Erwachen, wenn diese Maschinen erwachen. Und zum Schluss Roboter bzw. autonome Polizeidrohnen auf den Straßen von Peking. Wen die hier auf den leeren Straßen überwachen, keine Ahnung, aber so wird es sicher auch bald bei uns aussehen. Auf der Suche nach 1,4 Milliarden Chinesen befinde ich mich heute in einem Themenpark in Peking. Doch auch hier gähnende Leere. Wo sind sie, die ganzen Millionen Bürger dieser Stadt? Kaum Wind, angenehme Temperaturen und ruhiges Wasser, doch niemand hier, der Drachenboot fahren möchte. Dabei ist der Eintritt mittlerweile frei, um überhaupt noch Gäste in diesen Park zu locken. Ein Park mit leeren Geschäften wie dieses, eine Kulisse für Gruselfilme. Diese Fahrgeschäfte haben geöffnet, doch da ist niemand, der fahren möchte, und so quietschen diese Figuren einsam und alleine vor sich hin. Ab und zu trifft man dann doch mal auf einen Fahrgast wie diesen, einen Geisterfahrer, der die gesamte Anlage für sich alleine beansprucht. Ohne Fahrgäste ist es hier so still wie in einem Vogelpark. Hört ihr auch die Vögel zwitschern? Es ist der Themenpark des Grauens, einsam und verlassen wie nach einer Zombie-Apokalypse. Und da mich Apokalypsen wenig beeindrucken, habe ich mir eine Runde in dieser Gruselbahn des Schreckens gegönnt und da nehme ich euch jetzt mal mit. Und weiter zum nächsten verwaisten Karussell. Hier hat mich eine Chinesin gefragt, ob ich nicht ihren Sohn auf eine Fahrt einladen könnte. Ja, warum nicht? Und so bin ich auch nochmal Drachenkarussell gefahren, um dem Jungen und seiner Mutter eine Freude zu machen. Tja, und so sieht es aus, wenn man in einem überbevölkerten Land Karussell fährt. Auf jeder deutschen Dorfkirmes ist deutlich weniger los.
Und was machen die Milliarden Chinesen sonst so in ihrem Themenpark? Sie angeln Goldfische aus dem Karpfenteich, ohne dass es irgendjemanden interessiert. Und damit raus aus dem Park und zurück in das Getümmel dieser undurchdringlichen Millionenstadt, um meine Suche fortzusetzen. Jetzt sind wir auf den Terrassen des World Trade Centers. Hier sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Zwar sind wir nicht mehr so viele Chinesen wie vor der Pandemie, doch hier tobt scheinbar wieder das Leben. Bei den meisten Menschen hier handelt es sich um Touristen. Einwohner findet man auch hier wenig, aber das spielt an dieser Stelle keine Rolle mehr. Genießen wir zum Abschluss einfach diese Kulisse. Etwas mehr Menschen begegnete ich hier am Olympiastadion in Peking. Zugegeben, bei den meisten handelt es sich um Polizisten, aber die waren harmlos und ignorierten mich, obwohl ich sie filmte. Und damit endet unsere Reise hier. Jaz imam po tem videu, pa tudi med tem, ko sem ga obdeloval, zelo mešane občutke, čudne občutke in praktično ne vem sploh, ne vem, kaj se dogaja, ne vem, kaj bi si mislil. Pustimo to temo odprto in se bomo zdaj posvetili pismu našega člana, ki nam je ta dva linka poslal, predlagal, da si to pogledamo, da se informiramo in da na nek način o tem razmišljamo. Ne sami, ampak da te svoje misli podelimo tudi z našimi bližnjimi. Draga in spoštovana sestra, brat, živijo. Načeloma sem prenehal pošiljati informacije, saj več kot jasno vidim, da se ljudem resnično fučka za svojo lastno svobodo, tudi svojih otrok in bodočih vnukov, in da brezpogojno pristajajo na sužnje lastniško diktaturo, ki se je že prav konkretno manifestirala, pa tudi celo globoko zasidrala na vseh možnih nivojih družbenega življenja, žal in na žalost. Ja, interesa ni in to absolutno nobenega, pa tudi komoditeta in nenazadnje celo strah sta tako globoko manifestirana v podzavesti množic, da je de facto misija nemogoče. Še sploh karkoli sanjariti o tem, da bo eventualno pa nekega dne le prišlo do dviga kritične mase, ki bo potem skozi jasno protestno noto, demonstracije, poskrbela za odstranitev vladajočih diktatorjev. Ne, te bom kar direktno razočaral, ker vsi dosedanji indikatorji nakazujejo ravno nasprotno. Pred nami so resnično mračni časi in to več kot jasno potrjuje prispevek nemškega preiskovalnega žurnalista, ki le še občasno objavi kakšen prispevek, je pa zato slednji toliko bolj revolucionaren. Skratka, to, kar je možakar posnel pred slabimi 3 tedni v Pekingu, te bo zagotovo zgrozilo in pričel si boš postavljati kopico vsemogočih vprašanj, več kot upravičeno, med katerimi bo zagotovo na enem mestu, kako nas bodo pokončali ali kako nas bodo trajno odstranili in kdaj lahko pričakujemo dan D. Sicer Norman v svojem prispevku ne potrdi direktno tega, da so na Kitajskem trajno odstranili 90% celokupne populacije, špekulira pa, da so zaprti doma, kar prav krepko dvomim. Okej. Marsikdo je bil doma ali pa v službi v času snemanja, ampak prikaz tamkajšnjega stanja pa zagotovo ni normalen, niti približno in to pod nobenim pogojem. No, pa prosim, ne me napačno razumeti, ker nikakor ne želim širiti nekih fake in zastrašujočih informacij, češ vse po vrsti so gladko malo pospravili, ker temu skoraj zagotovo ni tako, so pa poskrbeli za neko ultrageneralno čistko, ki je zagotovo šla v višino konkretnega 3-mestno milijonskega števila in v to sploh niti malo ne dvomim.
To pa povem zato, ker res predobro poznam kitajsko mentaliteto. Kitajka je bila moja tajnica in skoraj 10 let sem se družil le z njimi in to res zelo, zelo številnimi, tako na poslovni kot tudi zasebni ravni in tako naprej. Videli ste prispevek Normana, vendar absolutno predlagam predhodni ogled 14-minutnega videa, katerega avtor je Boske iz Pariza, tam živeči Srb. Ta prispevek ste videli in sem ga priporočal kot preduvodni del v Normanov video, ker se v njemu, na kratko, dotakne določenih elementov v mejah dopustnega in realnega ugotavljanja z napotki. Videli ste tudi Normanovo objavo, zamislimo si, tako majhen kanal, a je ta posnetek že po 3 dneh imel kot 80.000 ogledov, 2.000 komentarjev in skoraj 10.000 všečkov, kar jasno govori, da gre nesporno za prispevek s konkretno težo. Norman je vedno zelo, zelo previden, preden sploh karkoli spusti v obtok oziroma v eter, kajti ima pretekle negativne izkušnje, ko so mu izbrisali njegov prvi kanal, ki je bil resnično vrhunski. Posledično temu vse zapakiral v nekakšno obliko prikritih in indirektnih prispodob ter sublimiranih sporočil, res je postal ultraziheraš, zato si ob ogledu njegovega videa moral vseeno globlje razmišljati, ampak po predhodnem ogledu prispevka Boskeja boš hitro dojel, v čem je bistvo problema in s kakšnimi posledicami je zaračunati, slej kot prej. Načeloma nikoli nič ne sprašujem in tudi prosim ne za kakršenkoli povratni komentar, sem jih pa v preteklosti prejel že ogromno in tudi vsakega prebral, ampak v tem primeru bom resnično izjemno vesel in hvaležen, če si boš vzel nekaj minutk in z mano podelil svoj pogled na dano situacijo in kakšna so tvoja osebna predvidevanja. Seveda lahko to vsebino deliš dalje med prijatelje in to je zelo zaželeno. Hvala za razumevanje in sodelovanje. Se ti vnaprej iskreno zahvaljujem in te prijazno pozdravljam, član Društva za srečno življenje Belis. Še to bi želel povedati. Priporočam še ogled objave posnetka zadnjega ljudskega shoda za Svobodno Slovenijo v Ljubljani, na dan 7. junij 2023. Ja, iz posnetka lahko prav jasno vidiš, kako malo je narodu mar za njegove temeljne svoboščine in usodo nasploh, dejansko je to grozljivo in meni gre dobesedno na jok. Pa da se razumemo, ker to nikakor ni iz kakršnega koli strahu, ampak zaradi vsesplošnega razočaranja, pa tudi žalosti, da smo tako redki tisti, ki vse to sploh dojemamo in smo se v stanju tudi postaviti po robu. Tako ali drugače. Le kaj naj rečem drugega kot to, da enostavno ponovim. Besede vrlega pokojnega rojaka, narod si je usodo pisal sam. Zavestno sem spremenil čas, ker kocka je že zdavnaj padla in rešitve dejansko ne vidim, ne več, ker vlak je odpeljal že pred 30 leti, pa ljudstvo že takrat ni razumelo, danes pa toliko manj. A ti razumeš, kje se skriva dejanski problem vseh problemov? No, meni je to jasno že nekaj desetletij, a sem vedno znova in znova kritiziran od tako imenovanih posameznih, duhovnih ozavščencev, češ, širiš strah in pesimizem, itd. Ne, pa ga ne, prav zagotovo ne, ampak jaz sem se kot človek pripravljen vedno soočati s kruto resnico za razliko od večine kritikov. Nikoli namreč ne pometam dejstev pod preprogo, pa tudi nikoli ne dajem nikomur lažnega upanja, ker sem enostavno odkrit in pošten realist. Nič več in nič manj. Hvala za tvoj čas in upam, da boš sporočilo delil naprej. S tem pismom zaključujem in s tema 2 videema in s tistim uvodnim delom, ki sem ga naredil, s tem sem jaz današnje podajanje informacije, ki sem jih preko tedna nabral, združil, prevedel, pripravil za nas vse skupaj v razmislek, globok razmislek. Vsak posameznik, vsak od nas mora nekaj narediti. Če ne drugo akcijo, jaz pravim, v društvu smo pridni, delamo aktivno, s podporo vseh članov, ki se aktivno pridružujejo. Marsikdo pa, tako kot je Boske rekel, v tem čudovitem času, ko so počitnice, ko ni treba mask nositi, ko ni več medijskega pumpanja in ko so se stvari rahlo sprostile, so ljudje čist preprosto pozabili na vse, kar se jim je počelo, kar so jim naredili. Razen tistih seveda, ki imajo stranske učinke posledic in ki so tik pred smrtjo. Teh pa ni malo. Verjemite mi, kajti imam informacije iz prve roke, kaj se dogaja v kliničnem centru.
kaj se dogaja v državni upravi, kaj se dogaja v šolskih zavodih, ko iščejo učitelje. Zdaj so celo razpisali, da vzamejo take, ki naj grejo učiti, pa bojo skozi to učenje si prakso pridobivali. Skratka, strahotne stvari se dogajajo. NIJZ, vlada in uradni organi, ki pa so dolžni nam poročati stvari, so pa tiho. Bolj pomembno je, ne vem, fašenk parada mavričnih zastav, kot pa življenja ljudi. Tako da bomo vedeli, s kakšnimi psihopati imamo opravka.